Ja, včeraj so na Novi Sloveniji zvonili telefoni. Klicali so nas prestrašeni ljudje, podjetniki, župani. Vlada jih je ponovno šokirala. Šokirala z napovedjo reforme, ki je res nihče pričakoval in je popolnoma nepotrebna. Torej, ministrica za javno upravo, gospa Sanja Ajanović-Hovnik, je napovedala, da bojo reorganizirali upravne enote. Kaj reorganizirali? Da bojo zmanjšali število upravnih enot iz sedanjih 58 zgolj samo na 12. To se pravi, v 12 večjih občinah bo po novem država nudila storitve ljudem na terenu. Kakšna velika napaka. V Novi Sloveniji tega ne bomo dovolili. Spodbujali bomo ljudi, naj vendarle povedo, da si tega niso zaslužili. Namreč, namesto da bi uradniki šli namesto da bi vlada oziroma država šla k uradnikom, bojo zdaj pač uradniki šli v centre in tam bojo čakali na ljudi, da se pripeljejo, kot na primer iz Bovca v Novo Gorico, več kot 1 uro vožnje, iz Vinice v Beli krajini v Novo mesto. Torej, predvsem starejši ljudje bojo morali iti na avtobus in se odpeljati na upravno enoto po osebni dokument, po izkaznico, po vozniško dovoljenje, po gradbeno dovoljenje. To je absolutno nedopustno. In sprašujemo se v Novi Sloveniji, kaj pravzaprav vlada misli. Namesto, da bi se lotila sprememb, ki jih je napovedala, zdaj reorganizira tisto, kar v resnici še dobro deluje. In treba je priznati, da upravne enote dobro delujejo. Zato mi v Novi Sloveniji predlagamo: prvič, naj upravnih enot ne ukinjajo, ampak naj ljudi iz upravnih enot selijo tam, kjer je več dela. Torej, to je zelo enostavno. Upravne enote, ki niso polno zasedene, bojo svoje zaposlene posodile v upravnih enotah, ker je veliko dela. To pravzaprav že vlada ve, saj je v lastnem zakonu o državni upravi že dala to možnost. Poleg tega naj stvari birokratizirajo. Kako? Naj dajo določene naloge občinam, ki bojo to znale narediti, kot je recimo gradbeno dovoljenje. Vsi vemo, kako dolgo čakamo na gradbena dovoljenja. Jaz mislim, da je upravne enote treba pustiti pri miru, dokler ne reorganiziramo lokalne samouprave. 30 let že čakamo na ustanovitev pokrajin in do takrat je treba ta servis ljudem pustiti pri miru. Posebno ljudem, ki živijo na podeželju. Poglejte, ljudje v mestih imajo že zdaj možnost javnega prevoza, imajo te storitve blizu sebe. Mi ne bomo dovolili, da bi bilo podeželje in ljudje na podeželju drugorazredni. Zaradi tega vlado pozivamo, naj se loti resnega dela in naj ljudi pusti pri miru oziroma naj jim nudi storitve, za katere pravzaprav je tudi plačana. Hvala lepa.